Kakšno hrano bomo jedli? Na proteste tudi Dolenjci, Posavci in Belokranjci. V Šentjerneju odločbe povzročile nezadovoljstvo. Dober večer. Kakšno hrano bomo jedli v prihodnje? Kakšna bo njena kakovost? Bo hrane dovolj? To so le nekateri izzivi, na katere bo morala odgovoriti skupna kmetijska politika. Vsi pa od Evropske unije zahtevajo, da sprejme strateško odločitev za dolgoročno prihodnost svojega kmetijstva in podeželja, o čemer so danes govorili v Krškem. Smernice razvoja kmetijstva v Evropi bodo v finančni perspektivi 2014-2020 usmerjene v zagotavljanje konkurenčnosti, poleg tega pa tudi zagotavljanje hrane, torej samooskrba, pa tudi uveljavljanje kmetijskih praks po vsem območju Evropske unije. Prav tako je treba zbližati pridelovalce in potrošnike ter ponuditi kakovostno in raznoliko hrano v Evropi. Slovenija naj bi po besedah ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča v obdobju 2014-2020 na letni ravni dobila nekaj manj denarja v prvem stebru. Gre za neposredna plačila oziroma subvencije. Na področju razvoja podeželja pa je višina teh sredstev, katerih smo bili deležni v tem programskem obdobju, približno 900 milijonov evrov in z izhodiščnim letom 2011 je tudi za nas to tista izhodiščna številka, ki je nekaj nižja glede na to, da se delno proračun kmetijski znižuje. Evropski komisar upa, da bo denarja za izvajanje skupne kmetijske politike v naslednjem finančnem obdobju toliko kot v iztekajočem obdobju. I hope that the European Council will also accept to maintain. Upam, da bo tudi Evropski svet potrdil, da sredstev za skupno kmetijsko politiko ne bo manj, kajti če želimo ohraniti kakovostno hrano, moramo podpreti naše kmete, da bodo proizvajali dobrine in izdelke. Zato potrebujemo javni denar. Predvsem mislim, da bo v Sloveniji potrebno zelo resno razmisliti, podobno kot v Avstriji, tudi okoli diverzifikacije plačil za samo travinje in tam določiti koeficient za intenzivnejša in pa ekstenzivnejša travinja. Današnjega posveta v Krškem se je sicer udeležilo več kot 300 deležnikov v kmetijstvu in je zelo dobrodošel, saj se leto 2014 nezadržno približuje. Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je zadnjič v tem mandatu sestala v Semiču. Na pobudo belokranjskega državnega svetnika Jožeta Mihelčiča so ob prisotnosti stroke obravnavali problematiko slovenske konjereje, ki je po njegovem mnenju v eni najhujših kriz. Konjereja je v primerjavi z drugimi panogami živinoreje neenakopravno obravnavana že desetletje, meni Mihelčič, ki je tudi sam rejec konj. To je od pregleda kobil, označevanja žrebet. To so vse veliki stroški. Mi plačujemo po nekaj 100 evrov, ste slišali, za posamezne posege. Na drugi strani pa recimo za registracijo goveda je pa 1 evro. Veliko pripomb na razmere v konjereji so nanizali tudi na seji prisotni predstavniki Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme. Od prestrogega zdravstvenega nadzora do neustreznih administrativnih postopkov. Tukaj so težave prisotne že kar nekaj let, je pa sedaj zelo dober čas, da se te težave začnejo reševati, zato ker smo pred novim programskim obdobjem 2014-2020. Zato se bomo o tej problematiki pogovarjali tudi na seji pristojnega odbora Državnega zbora, dodaja Židan, prepričan, da mora konjereja, s katero se ukvarjajo na 10% slovenskih kmetij, dobiti večjo veljavo v novi kmetijski politiki. Razlog je preprosti, zato ker v tem trenutku pa predstavniki rejcev konj so že zelo jasno izoblikovali, kaj želijo. Tudi občutek, da so enotni, kadar vedo, kadar so enotni, je potem cilje bistveno lažje doseči. Tako da bo, po mojem, uspeh bo. V to pa ni tako prepričan državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik, ki meni, da bo tudi z novimi ukrepi težko zadostiti pričakovanjem rejcev konj. Mi se bomo v zvezi s tem pogovarjali še naprej in pri oblikovanju nove politike po letu 2014 v kar v največji možni meri poskusili upoštevati tudi ta pričakovanja. Jaz bi rekel, da je to vse že slišano. Morda pa se bo kaj premaknilo po obravnavi te problematike na odboru Državnega zbora za kmetijstvo in okolje, dodaja Mihelčič. Naslednjo soboto bodo v Ljubljani demonstracije, ki se jih bodo udeležili tudi člani območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Požrešen kapital, zniževanje pravic delavcem, odpuščanja, grožnja z odpuščanjem v javnem sektorju. To so le nekateri razlogi za demonstracije, poudarja prvi mož svobodnih sindikatov Dušan Semolič. Hkrati pa seveda je vlada naredila napako s tem, ko je dala neusklajen pokojninski zakon in neusklajen zakon o trgu dela, dva zakona, v parlamentarno proceduro. Slovenska vlada je žrtev trojke, poudarja Semolič, to je Evropske centralne banke, Mednarodnega monetarnega sklada in Evropske komisije. Ki diktirajo te ukrepe, strašijo z krediti, da ne bo denarja, da bo grški scenarij. Koliko ljudi se bo odpravilo na demonstracije iz jugovzhodne Slovenije, zaenkrat še ni znano, saj prijave zbirajo do torka. Avtobusi bojo kot običajno šli tako iz Bele krajine, Črnomlja, Metlike, preko Novega mesta naprej do Ljubljane, Novo mesto Trebnje, pa Miranska dolina, pa iz Posavja, Brežice, Krško, Sevnica. To bo pač klasično delavsko zborovanje, demonstracije, kot so pač po vsej Evropi. Tukaj se mi ne bomo razlikovali od drugih naših sindikalnih kolegov, bodisi v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Španiji. Pot ekstremnega varčevanja poglablja krizo in povečuje revščino. Več kot 273 tisoč Slovencev namreč živi pod pragom revščine, dodaja Semolič. Prek 300 izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka za priklop na novo kanalizacijsko omrežje v Šentjerneju, ki so v minulih dneh prispele na naslove občanov, so povzročile precejšnje razburjenje in obudile civilno iniciativo. V tej opozarjajo na občutno previsoke zneske, ki jih občani v zdajšnjih razmerah ne bodo zmogli. Občinska uprava bo prebivalcem Šentjerneja, Šmavčje vasi, Dobravice, Vrha pri Šentjerneju in Gorenje Brezovice skupaj poslala približno 800 odločb. V teh vaseh se bodo namreč priključili na novo zgrajene kanalizacijske vode. V civilni iniciativi bodo skušali z vsemi legitimnimi sredstvi najti razumnejšo rešitev. Da se nekako ustavi izdaja teh odločb oziroma se že izdane odločbe prekleče, da se nekako ta pritožbeni 15-dnevni pritožbeni rok ustavi in da potem ustvarimo nekako oziroma ustanovimo delovno skupino, ki bi potem v razumnem, v doglednem času poiskala pravo pot. Župan Franc Hudoklin se sicer strinja, da je to zelo neprimeren čas za obremenitev občanov, ki bijejo bitko s preživetjem. Vendar žal evropska zakonodaja in tudi državna zakonodaja nam je lokalnim skupnostim naložila na osnovi izdelanega operativnega programa iz leta 2004, da seveda do leta 2017 priključimo vse, torej gospodinjstva oziroma vse tiste vasi, ki jih je, nekako imenovala za ta operativni program tudi na našem področju. Hudoklin pravi, da se bodo s predstavniki civilne iniciative še sestali. Prihodnji četrtek pa na zahtevo 8 svetnikov, predvsem iz opozicije, sledi izredna seja občinskega sveta. Mi lahko zmanjšamo komunalni prispevek, vendar bo v neskladju z zakonodajo, druga zadeva in tudi z našim odlokom, druga zadeva pa je, da se bo pa zato sigurno potem pa povečala cena končnega uporabnika. Medtem, ko v teh dneh potekajo sestanki s prejemniki odločb, tečejo tudi končna dela na čistilni napravi, ki naj bi jo preizkusili v začetku decembra. Do 22. novembra bo na vpogled novi občinski prostorski načrt občine Mokronog Trebelno, k pripravi katerega je občina pristopila že aprila 2008. Za vse zainteresirane pa so pripravili tudi 2 javni obravnavi. Gre za dokument, s katerim bo občina v okviru svojih pristojnosti določila cilje in izhodišča prostorskega razvoja in rabo prostora ter pogoje za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. Ta pomemben dokument torej določa pogoje in smernice prostorskega in s tem tudi gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja občine v prihodnje. Z novim občinskim prostorskim načrtom bodo priložnost dobili tako gospodarstveniki kot tudi mlade družine v vaseh, da si ustvarijo in zgradijo svoj dom. Seveda pa omogoča tudi razvoj obeh vodilnih naselij, to je naselja Mokronog in naselja Trebelno. S tem sicer sledijo posameznim pobudam vlagateljev in začrtani strategiji občine. Na tem gospodarskem delu gre za kar pomemben korak, kajti načrtovanje industrijske cone na puščavi in pa tudi kot alternativo
na Florianskem hribu. To sta te dve bistvene razlike od tega, kar imamo danes. OPN si lahko zainteresirani ogledajo na občini med uradnimi urami ali na spletni strani občine. V občini Sevnica so nedavno sklenili prvi del projekta ureditev prometne infrastrukture v Boštanju. Potem, ko so odprli pomembne pridobitve, ki bodo izboljšale cestno-prometno varnost, pa imajo tamkajšnji prebivalci še veliko želja in potreb. V Boštanju si zdaj želijo nadaljevanje projekta z drugo fazo. To se pravi od tega rondoja Teraž do mostu, vključno mostu Podliknik v Grahovici, potem pa druga povezava od Gramata, prometnica s projektom Vred in izvedbo od Gramata mimo osnovne šole do železniške postaje. Idejne zasnove so pripravljene, tudi v prihodnjem letu bomo določen obseg dokumentacije tudi naprej pripravljali in urejali nekatere manjše odseke dograditve pločnikov in cestišča. Zato pa bodo morali v prihodnje pridobiti sredstva za sofinanciranje, saj gre za precejšen zalogaj, dodajo od Cvirk. Ta trenutek iz nobenega razpisa nimamo pridobljenih sofinancerskih sredstev. Ob prvi možnosti in priložnosti bomo iskali vire, tako da lahko načrtujemo za nekako v prihodnjih letih, da bomo naprej to cestno mrežo v Boštanju razvijali. Poleg tega imamo pa še velike želje, da bi to seveda pa sega že, bi rekel, na nivo države, je pa dejansko ureditev podvoza na magistralki, bi rekel Zidni most Celje Krško Drnovo in pa seveda most na Logu. Boštanj je hitro razvijajoče se območje z vse večjo poselitvijo, zato bodo morali odgovoriti na te izzive, poudarja župan Srečko Cvirk. Družina Simoničevih iz Semiča, ki je pred 14 leti napolnila prvih 1000 steklenic njihove semiške penine, je na letošnjem tradicionalnem srečanju v njihovi kleti predstavila novo penino. Poimenovali so jo primus, kar v latinščini pomeni prvi. Pridelana je namreč po postopku, ki ga je pred nekaj 100 leti uporabljal Dom Perignon, kar pomeni, da delajo po eni fermentaciji in ne dveh, kakor so pridelane vse penine, ki so danes na trgu, pravi Ivan Simonič. Mi smo pa to direkt iz prvega vrenja vse v steklenice upravili, tako da ta penina ima nekoliko manj alkohola, ima okoli 9% alkohola. Simoničevi, ki pridelujejo 8 različnih vrst penin in letno prodajo okrog 20 000 steklenic, ocenjujejo, da se potrošnja penečih vin v Sloveniji dviguje, kultura pitja pa izboljšuje. Mi imamo še zmeraj kljub recesiji vzpon prodaje penečih vin, nam prodaja ni zaenkrat padla, imamo kakšnih 5% še zmeraj letni vzpon. Letos so razširili tudi klet in nabavili nekaj novih strojev, ki jim bodo olajšali delo. Vse grozdje za pridelavo njihovih penin pridelajo sami. Da ga je letos količinsko manj, jih ne skrbi. Kajti grozdja, na žalost, je pri predelovanju penine predstavlja samo 30% stroškov, vse ostalo je embalažo in ostale stvari, tako da žalostno ali resnično steklenica, etikete, zamašek in to predstavlja okoli 70%. Simoničevi, ki so s svojimi peninami osvojili že veliko odličij, z optimizmom gledajo v prihodnost in se ne pritožujejo zaradi gospodarske krize. Zaupali pa so nam tudi recept za uspešno poslovanje. Trajen moraš biti, delovan moraš biti, kvaliteto moraš biti primerno, pa nikoli ne smeš obupati. Pa boš uspel, ne glede recesiji. V novomeški Krki v Ločni so danes na strehi skladišča embalaže, na kateri je sončna elektrarna, izpeljali letos že 10. vajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po scenariju so zaposlene iz skladišča evakuirali, pogasili požar in poškodovanim nudili prvo pomoč. Posebno pozornost so med drugim namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, izpeljavi evakuacije zaposlenih iz skladišča ter postopkom gašenja požara na sončnih elektrarnah. V vaji so sodelovali vsi zaposleni v navedenem in sosednjem skladišču, člani industrijske gasilske enote Krka, gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, zdravniki in reševalci zdravstvenega doma Novo mesto, bolničari Krkine ekipe prve pomoči in dežurni energetik inženiringa in tehničnih storitev. Za konec pa še obvestilo, da v ponedeljek novomeška Kandijska cesta, o čemer smo ta teden poročali, še ne bo zaprta. Zapora naj bi se po informacijah z občine zgodila v torek. Hvala za vašo pozornost in prijeten konec tedna.